Ne vem, kje sploh to se ne slikamo nič. Moje ime je David Amaro in tole je 24 džunglinih vprašanj, na katere jaz nisem čist pripravljen. 3 slovenske pesmi, s katerimi bi se opisal. Prisluhni školjki, zato ker imam rad poletje. Potem Lepanka kolo vodi, lepanka kolo vodi. Ne vem zakaj, tako čutim. Pa valjda Ta ljubezen. Grom je prišel zaradi moje založbe takratne, tako da oni so se tega spomnili. Amaro pa je prišel zaradi Instagram filtra, ki sem ga pač našel. Ampak v vsakem primeru sem iskal neko ime, ki bo imelo smisel ob meni in to je imelo ful nek smisel. Ne vem, tako sem začutil in je pa na koncu res smisla. No? Ja. Ful je, imamo Marija Šerifović, Severina valjda, ne, s katero sem zdaj bil v Superstarju, pa lahko naštevam in naštevam. Ogromno njih, res. Ne morem verjeti, da sem to vprašan, zato ker sem prisežem na mojo Goco, da sem danes razmišljal, kaj če se me slučajno to vpraša. In to nisem še nikoli, mi ni nihče to vprašanje postavil. Vsak na svoj način, tako bomo rekli. Superstar. Oba sta bila nov začetek, tako da vsak res na svoj način. No. Ja. Mislim, da bo čas pokazal, a se mi je splačalo v nekih teh kariernih stvareh, ampak v vsakem primeru, zdaj, ko gledam z tega zornega kota, se je zelo splačal in ogromno sem se naučil, ogromno odnesel od tega in odgovor je da. Da, se je, valjda. Najbolj awkward trenutek v karieri. Večinoma je teh ogromno in jih poskušam zakamuflirati, tako da se delam, da niso, ampak jih je res veliko. No. Jaz sem tak, vse veš, vse povsod in znam kar ustvariti awkward trenutke. To ne morem odgovoriti, zato ker je tisoče pesmi, ki si jih prepevam vsakodnevno in mi je tudi težko deliti recimo glasbo na žanre, kakorkoli, vedno lahko pojem vse tisočkrat. Tako da se tudi ne naveličam pesmi, to ponavadi teži vse ljudi okoli mene, no? Ker so tako lažje pač nehaš, ne? Ampak ne morem. Prepevam in hkrati tudi vadim. Ne bom odgovoril. Verjetno sam nisem jaz začel. Ja, sem se. Enkrat sem se. Nepravica se je zgodila. Ne meni, ampak drugi osebi in sem se kar šel boriti z besedami. Ampak to včasih človek tudi govori v prazno, če tista druga stran dejansko ni pripravljena slišati in razumeti tvoje strani. Tako da pa sem se tam tudi naučil, da včasih je bolj sam modro biti tiho. Ne? Na morje. Ja. Če tako pogledam, odvisno od obdobja, verjetno je Ta ljubezen tista prva, potem duet z Ines, Kad ti doteknem usne, pa dajmo reči tudi Uživam, ta zadnji, ki je mi kar malo spremenil poti in so me ljudje začeli res poslušati.
Naprej. Ja, sem seveda. Neiskrenost in nek tisti občutek, da nekaj tule ne štima, imam ta šesti čut, ki mi to hitro ga znam prepoznati pri drugi osebi in večino časa sem imel prav, tako da to me zelo nervira, ta red flag. Žanr glasbe, ki bi si ga želel. Nimam, ne vem, ker sem veliko sem že probal, ne. Nisem toliko v mogoče bolj kaj ne bi metal, pa to nisem glih jaz, ne. Pa narodno zabavno se mi zdi tudi, da nisem ravno jaz, čeprav včasih je tudi kaj lepo slišati, ne. Ne vem, kam se ti tako mudi, punca voda ne gori. Ko človek vodi svojo kariero in svoje življenje popolnoma iskreno, je teh govoric pravzaprav zelo malo, ker ljudje ti ne morejo nič najti, kar ti že realno nisi delil. Tako da ne, nisem. Bil sem omejen s časom, zelo omejen s časom, govoriva o parih urah. Šel sem na največjo rdečo preprogo v Evropi in sem naredil, kar sem lahko naredil sam, da se me opazi. Imel sem dve opciji, ali bom sam tako šel, ali brezvezno, pa sem šel tako, da se me vsaj opazi. MTV EMAs. Da. Nina Badrić. Tonči Hulić. Svugdje. Ne eno, ne drugo, ker ko sem pijan, ne morem kontrolirati glasu, ko sem pa zmačkan, pa nimam glasu. Tako da ne vem, mogoče rajš pijan. Mogoče bi to bila bolj, ker bi se imel vsaj bolj fajn, kakor pa zmačkan, ne. Vsako je nekaj dalo, eno brez drugega ne gre. Nikomur. Ne vem, kje sploh to se ne slikamo nič. 10-letnemu Davidu bi rekel hvala, da si tako brezbrižen in da že zdaj veš, kaj hočeš. Čau!